Pravzaprav nimamo natančnih podatkov iz našega okolja, kako pri populaciji, ki je sorazmerno zdrava, prihaja do zapletov, kako pogosti so zapleti. Iz Afrike poročajo predvsem o sekundarnih bakterijskih okužbah, možna je tudi prizadetost dihal s pljučnico, ta je vedno, kadar gre za virusne okužbe, lahko problematična. Opisani so tudi primeri meningitisa oziroma encefalitisa, ki so pravzaprav pogosto vzrok tudi za smrt teh bolnikov v Afriki. Tako da, ampak tukaj vedno poudarjamo, da gre za populacijo, ki je lahko že v osnovi bolna, se pravi, ki ima pridružene bolezni. Zavedati se moramo, da osrednja Afrika ima visoko pojavnost HIV-a, tako da lahko gre tukaj za bolnike, ki so imunsko oslabeli, ki so podhranjeni, imajo recimo že odprej lahko tudi tuberkulozo, različne druga stanja, ki vplivajo na imunski status in seveda je pri njih potek bolezni bistveno težji kot pri nekomu, ki je sicer sorazmerno zdrav. Pa svetovali zdaj cepljenje?